Živijo, moje ime je Manca, sem članica ekipe Na meji nevidnega in danes sem tukaj predvsem zato, da vas prepričam, da morate vsi gledati Doctor Whoja. Najprej, kaj sploh je Doctor Who? Doctor Who je znanstveno-fantastična in fantazijska serija, katere glavna tematika je potovanje skozi čas in prostor. V glavni vlogi je lik The Doctor. Doktor je Nezemljan s planeta Gallifrey, ki v svoji vesoljski ladji TARDIS potuje s spremljevalci s planeta Zemlje. Če se vam time travel sam po sebi ne zdi dost awesome, je tukaj še dodatnih 8 razlogov, zakaj mislim, da bi mogli to gledati. Prvi razlog. Doctor Who je serija, ki je stara že več kot 50 let. BBC jo je začel predvajati leta 63 in jo predvajal 26 let. Leta 96 so potem hoteli oživiti serijo s filmom Doctor Who, ampak jim to ni uspelo. Nakar je leta 2005 prišel Russell T Davies in začel serijo, ki jo gledamo tudi zdaj. In tukaj ogromno ljudi izgubimo, zaradi tega, ker rečejo preveč epizod, ne bom niti začel gledati. Ni vam treba gledati starih Doctor Whojev. Zadostuje, če začnete pri letu 2005, ker vam epizode itak sproti razlagajo, če se slučajno kaj navezuje na preteklost od Doctor Whoja. Če se vrnem na dejstvo, da je serija stara več kot 50 let. Ker je ta serija toliko zelo stara, je postala del tradicije angleške kulture. Marsikateri dom v Veliki Britaniji za božič ne gleda samo Govora kraljice, ampak je enako pomembno, da gledajo Doctor Who Christmas Special. In to me privede do druge točke. Doctor Who epizode so večinoma standalone epizode, hkrati pa spadajo v širši kontekst, ki odgovarja na glavni plot celotne sezone. Tako da, če niste sigurni, a je Doctor Who zares za vas, lahko pogledate katerokoli epizodo in se potem na podlagi tega odločite. Jaz osebno priporočam Vincent and the Doctor. Ta epizoda izredno lepo prikaže bistvo in atmosfero Doctor Whoja, sama po sebi je zaključena epizoda, hkrati pa ne spojlja ničesar. To je epizoda, ki jo priporočam absolutno vsakemu, ki se še odloča, ali bi gledal ali ne, in ki ne ve v bistvu, o čem se gre Doctor Who. If we're not careful, the net result of our present little trip will be the brutal murder of the greatest artist who ever lived. Za bolj konkretno srhljivko je pa tukaj Midnight. It's all right, Sky. Just want you to turn around. Face me. In prav tako je večinoma Christmas Special epizod vsebinsko popolnoma ločenih od preostale zgodbe. Tukaj bi vam priporočala epizodo The Return of Dr. Mysterio, če vam zapašejo superheroes. Če pa zapaše bolj klasična božična zgodba, je pa A Christmas Carol. Na tej točki se verjetno sprašujete, kako je možno vrteti serijo več kot 50 let, če se grejo ena in isti osebi. Lik doktorja ima eno zelo prikladno lastnost, in sicer, da namesto da umre, se regenerira, kar pomeni, da samo spremenijo igralca. Ker se doktorju spremeni poleg telesa tudi osebnost, lahko kanon na ta način opravičuje, zakaj je pač vsak doktor malenkost drugačna interpretacija Doctor Whoja. Torej, če spreminjaš ves čas igralce, lahko v teoriji serijo peleš v nedogled, ker ne spreminjaš samo igralca glavnega lika, ampak tudi njegove companione oziroma spremljevalce. Te se sicer ne regenerirajo, ker so v večini homo sapiensi, ampak se njihova zgodba iz takšnih in drugačnih razlogov zaključi oziroma odidejo. Kar me privede do 4. točke. Čustvene travme. Marsikdo tega ne bi štel kot dober razlog, ampak če Doctor Who obvlada kaj, pa obvlada to, da v roku 5 minut pride iz komedije in akcije v totalno tragedijo in dramo. Tukaj ne bom prav veliko komentirala, ker nočem nobeno spoilati epizod, bom pa pustila za par sekund ta gif, ki ga vsi zelo dobro poznamo, ampak samo Whovijani čutimo bolečino, ki se skriva za tem prizorom. In gremo naprej. 5. Ker je serija stara že več kot 50 let, se spreminjajo tudi scenaristi. In to je super, ker na ta način zgodba nikoli zares ne umre. Vedno so novi ljudje, nove ideje in nove zgodbe. Nove serije Doctor Whoja je, kot že rečeno, začel pisati Russell T Davies. Stvar je potem prevzel Steven Moffat in tekoče sezone piše He Who Must Not Be Named, Chris Chibnall. 6. Time travel. Sama sem velika fanica time travel serij in filmov, ampak sem tudi zelo zbirčna, zaradi tega, ker redko katere serije in filmi se držijo izbranih teorij o
potovanju v času. Obstaja ogromna teorija, ampak so si včasih nasprotne, zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, da se jih izbere nekaj, ki sovpadajo druga z drugo in se jih drži. Dr. Who še zdaleč ni brez napak, kar se tega tiče. Vsak scenarist si malo po svoje predstavlja stvari in velikrat je malo timey-wimey. Tako da time travel teorije v Dr. Who-ju 8 od 10. 7. razlog. To je mogoče glavni razlog, zakaj se res splača gledati Dr. Who-ja. Dr. Who se pogosto dotakne družbene problematike, relevantnega dogajanja. Vedno ima neko moralno noto oziroma nauk. Oni znajo to predstaviti zelo subtilno, kar se mi zdi v bistvu najboljši način, kako spreminjati družbo in ljudi. In še zadnja, 8. točka, Whovians. Whovians so v bistvu fani Dr. Who-ja. Ta skupnost je v Sloveniji še zelo majhna, zelo malo ljudi poznam, ki gledajo ali poznajo Dr. Who-ja, kaj šele, da bi bili super fani. Tako da gremo spremeniti to, zato da bo na NMN-ju ful več Dr. Who-ja. Za tiste obstoječe Whoviane pa pejte mogoče v času karantene si kratkočasno s klasičnim Dr. Who-jem, pa poglejte one črno-bele epizode. Povabim pa vas tudi na Tweetalong, ki ga organizira Lockdown Dr. Who, da se Whoviani, scenaristi in igralci Dr. Who-ja zberejo na Twitterju in si istočasno ogledajo izbrane epizode. Naslednji je v četrtek, tako da vabljeni. Bomo pa pustili link do njihovega YouTube kanala tudi spodaj. Skratka, upam, da sem vas vsaj malo prepričala in boste dali možnost kakšne tistih epizod, ki sem vam jih naštela. Probite, res ne bo vam žal. Sploh pa, kdaj, če ne zdaj? Zdaj imamo čas. Lepo se imejte, ostanite zdravi in se vidimo.